Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je ob dnevu človekovih pravic, ki ga po svetu obeležujemo 10. decembra, priredila slovesnost, na kateri je prvič podelila priznanje predsednice Republike Slovenije za delo na področju človekovih pravic. Spoštovana prejemnica priznanja Katarina Bervar Sternat, spoštovani varuh človekovih pravic, cenjeni visoki gostje in ostali zbrani. Verjemite mi, da mi je res v izjemno veselje, da danes prvič kot predsednica Republike Slovenije in tudi sicer prvič v predsedniški palači podeljujem priznanje predsednice Republike za delo na področju temeljnih človekovih pravic. Še zlasti v času, v katerem smo, ko se srečujemo s številnimi izzivi na področju varovanja človekovih pravic, se mi zdi to pomemben prispevek k pozivanju, k krepitvi družbene zavesti o pomenu varovanja človekovih pravic, ki so ključne za ohranjanje in utrjevanje demokracije, pravičnosti, stabilnosti, napredka in miru v svetu. Dan prve podelitve priznanja ni izbran naključno. Jutri se bom v Ženevi udeležila visokega dogodka ob 75. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic, kjer bom z največjim veseljem spregovorila tudi o današnjem dogodku. Splošna deklaracija človekovih pravic je mejnik v zgodovini razvoja človekovih pravic, vse nas navdihuje in hkrati obvezuje, je kot svetilnik, ki osvetljuje pot k svobodi, enakosti in dostojanstvu za vse ljudi. Na podnebni konferenci COP28, kjer smo se nedavno zbrali svetovni voditelji, sem izpostavila povezavo med človekovimi pravicami in podnebnimi spremembami. Ta povezava je ključna, saj lahko le z združenimi močmi zagotovimo boljšo prihodnost za vse. Pravice prihodnjih generacij, kot je pravica do čistega okolja, zraka, vode, se v času, ko se soočamo s podnebnimi izzivi, pojavljajo kot ključne pravice. Podnebna kriza je naša skupna odgovornost in zahteva ukrepanje vseh nas, brez razlik in brez meja. Zato trdim, da so človekove pravice in podnebna pravičnost neločljivo povezani. Naša dejanja, politike in odločitve morajo temeljiti na temeljnih načelih človekovih pravic ter vključevati imperativ podnebne pravičnosti. Le tako bomo lahko ustvarili svet, v katerem bo vsak posameznik lahko užival svoje temeljne pravice, hkrati pa bomo zagotovili trajnostno prihodnost za naše naslednje generacije. Danes se ob pogledu nazaj ozrimo zlasti v prihodnost, ki zahteva naše skupno delovanje in povezovanje. Svetu primer slednjega je prav današnja nagrajenka Katarina Bervar Sternat. Naj bo naša zaveza k krepitvi spoštovanja človekovih pravic tudi s podelitvijo prvega priznanja predsednice Republike gonilna sila za ustvarjanje boljšega in pravičnejšega jutrišnjega dne. In če zaključim z eno mislijo, ki mene velikokrat vodi skozi življenje, izrekel pa jo je moj ruski kolega, ki se je v Rusiji in se še vedno bori za transparentnost in dostop do javnih informacij, Ivan Pavlov. Rekel je takole: človekove pravice so kot mišice, če jih ne uporabljaš, atrofirajo. Katarina, čestitam, še enkrat ti bom in hvala lepa vsem, da ste se zbrali na tej današnji slovesnosti. Hvala lepa. Letošnjo nagrado je prejela Katarina Bervar Sternat. Z vsem srcem sprejemam in se zahvaljujem za podeljeno priznanje. Sprejemam ga kot priznanje vsem, ki v nevladnem sektorju delamo za večje spoštovanje človekovih pravic v tej družbi. Še posebno čast pa čutim, ker gre za prvo tovrstno priznanje in se obeležuje tudi 75. obletnica Splošne deklaracije človekovih pravic. V času, ko se poskuša spodkopavati pomen našega dela, prispevek, ki ga nevladne organizacije v tej družbi brez dvoma imamo, je to priznanje še toliko bolj dobrodošlo.
Namreč prav skozi takšna dejanja najvišjih predstavnikov države se daje jasno priznanje našemu delu in pomenu ohranjanja naporov, da človekove pravice ostajajo univerzalne, neodtujljive in da je dostojanstvo zagotovljeno vsem. Kot družba smo uspešni toliko, kot dostojno živijo tisti, ki so odrinjeni na rob in prikrajšani. V eni od svojih kampanj je Visoki komisarjat Združenih narodov za begunce zapisal: nikogar ne smemo pustiti zadaj. In to je vodilo našega dela. Ustvarjati družbo, v kateri bo lahko vsak od nas živel svobodno, dostojno in v polni meri uresničeval svoj potencial. In k temu si prizadevamo zagovorniki in zagovornice človekovih pravic. Tako zelo preprosto je naše poslanstvo, pa tako naporno je naše delo. Mladim, ki prihajajo, vedno povem to, kar smo že slišali, da je delo na področju človekovih pravic kot maraton. Včasih traja celo poklicno pot, da se doseže kakšna sprememba, včasih pa tudi to ni dovolj. Le poglejmo zgodovinske boje za enakost spolov, ki očitno še niso končani, saj zaradi te neenakosti ženske tudi v Sloveniji še vedno umirajo. Delo na področju človekovih pravic tako terja vztrajnost, terja pa tudi dobro povezanost. Zato, kot sem povedala, nagrado sprejemam v imenu svojih kolegov in kolegic na PIC-u in v nevladnem sektorju, s katerimi te poti do boljšega spoštovanja človekovih pravic utiramo skupaj. Če pogledam nazaj, lahko rečem, da je moje delo močno zaznamovano s povezovanjem z drugimi organizacijami. Na primer, v prizadevanjih za ratifikacijo Istanbulske konvencije in kasneje za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva. Z odzivi na begunski val v letu 2015, z mrežo, ki je zagotavljala vse vrste pomoči beguncem in deluje še danes. S povezovanjem na področju okolja in prostora, tu je PIC del mreže za prostor in plana B, na področju deinstitucionalizacije, smo del iniciative Glas ljudstva, ki spremlja uresničevanje vladnih zavez. In ne nazadnje je seveda plod povezovanja in sodelovanja tudi delo pravne mreže za varstvo demokracije. Ja, povezovanje je ključno, da smo uspešnejši, vztrajnejši, pa tudi bolj varni. Morda se zdi pretirano govoriti o varnosti v eni najbolj varnih držav na svetu, a ne smemo je jemati za samoumevno in trajno. Tudi tu ne smemo prenehati obsojati nasilja in se proti njemu boriti. Zato so zelo pomembni odzivi najvišjih predstavnikov oblasti, ko se zažigajo mavrične zastave, napadajo protestniki, producira sovražni govor na strani politikov, diskreditirajo novinarji in še. Vse to so namreč zametki nasilja v družbi, ki jih je treba čim prej odpraviti. Zagovorniki človekovih pravic v Sloveniji nismo podvrženi enakim nevarnostim, kot na primer naši kolegi v Rusiji, ki jim dnevno grozi odvzem svobode, zagovornicam pravic žensk v Iranu, ki jim grozi smrt, ali skrbi za svojo varnost, kot se dogaja madžarskim kolegom. Pa vendarle, stopnja nestrpnosti zoper nas ni zanemarljiva. Je mikrogojišče nasilja in slaba napoved za naše nadaljnje delo, če se temu ne zoperstavi sam vrh. Pogoji za naše delo pa niso zgolj varno okolje, pač pa tudi dejanske možnosti, da ščitimo javni interes. Nevladne organizacije imamo priznan status delovanja v javnem interesu na mnogih področjih družbenega življenja, kar pomeni, da nam je formalno priznan status, da je naše delo pomembno za življenje v tej državi, a vendarle se pogosto to zdi kot hipokrizija, glede na to, kako težko je dobiti prostor za mizo, ko se sprejema, na primer, za ljudi pomembna zakonodaja. Še več, pogosto se za javni interes borimo proti močnim lobijem. Ti so za vsak naš obisk odločevalcev lahko dobijo svojih 5. Za vsako našo brezplačno Facebook kampanjo lahko plačajo 5 agencijskih. Na vsake naše pripombe na zakonodajo lahko najamejo 5 lobistov, ki bodo terjali nasprotno. Težko se je boriti proti temu. Še posebej pa, če politični odločevalci z eno nogo stojijo v državni upravi, z drugo pa na primer v energetiki. Primer tega, kam nas lahko pripelje zanemarjanje javnega interesa v odločevalskih procesih, je aktualna podnebna konferenca,
ki so jo dobesedno ugrabili naftni lobisti, ker je očitno lahko, saj je moč kapitala zgolj na eni strani. Preden sklenem, bi želela povedati še naslednje. Zgodovinsko gledano smo bili zagovorniki in zagovornice človekovih pravic praktično vedno na pravi strani. Tudi v Sloveniji, ko smo opozarjali na nedopustnost izbrisa, na nezakonita vračanja tujcev, na nujnost ukrepanja v podnebnih spremembah, na nujnost zaščite pitne vode, na nasilje v različnih institucijah, na dejstvo, da morajo istospolno usmerjeni pari in posamezniki uživati enake pravice kot ostali. Opozarjali smo na prekomerne posege COVID ukrepov v pravice posameznikov, na dejstvo, da država ne sme samovoljno omejevati pravice do protesta. In še in še. Zakaj nam je torej tako težko prisluhniti? Moja največja želja je, da bi živela v državi, kjer naše delo sploh ne bi bilo potrebno. O 75. obletnici Splošne deklaracije človekovih pravic je zato pomembno, kar je v svojem govoru navedla tudi Eleanor Roosevelt. Za spoštovanje in udejanjanje človekovih pravic ni dovolj zgolj ratifikacija različnih pogodb in konvencij. Resnična sprememba se mora zgoditi v srcih ljudi. Jaz verjamem, da danes tu prisotni to nosimo v sebi, a naša naloga je, da to v čim večji meri prenesemo v svet okoli nas. Hvala vsem, ki ste z menoj na tej poti in blizu mojemu srcu.